Fajn. Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli in sledijo svojemu srcu. In danes je z mano zelo zabaven človek, tudi zelo simpatičen človek in ne morem mimo tega enega najbolj seksi glasov. Meni vse osebno vi ste ocenili sami. Z mano je improvizator, voditelj, komik in zdaj tudi pisatelj Rok Bohinc. Rok, pozdravljen. Živijo, Maja. In najprej najlepša hvala za ta fantastičen uvod. Jaz bi si želel, da bi večkrat ljudje kaj takega povedalo o meni. Kje se je pri tebi vse skupaj začelo? Ker ko naštejem toliko stvari o enem človeku, je vedno zanimivo, kako to, da se ni mogel recimo odločiti samo za eno stvar in se v bistvu vsega nekako loteva. In kje se je pri tebi začelo, da si šel v tako razpršeno karierno pot? Ok, zdaj v bistvu, kar me sprašuješ je, kaj je bila moja ta prva priložnost, da sem lahko nastopal. In to je odlično vprašanje, premalo ljudi me vpraša to. Jaz sem začel, ker sem bil v osnovni šoli, so mi rekli, če bi šel brati na enega od teh majhnih kulturnih dnevov, ki smo jih imeli, ki so bili v enem spomeniku in sem mogel recitirati poezijo. In to je bilo po mojem tako en 4., 5. razred, ki sem jaz začel. In bilo je grozen in ne razumem, zakaj sem od takrat še nadaljeval s tem nastopanjem, ampak sem. Pri parih predstavah sem bil v osnovni šoli, v srednji šoli sem se začel ukvarjati z improvizacijo. Čul me je Pižama, ki je zelo dobro navdušil ljudi za komedijo. Pa je šlo pa tako, da smo v bistvu, ko smo se ukvarjali z improm, smo začeli gledati tudi stand-up, ki se je začel takrat enkrat razvijati pri nas in v bistvu pol je šlo zelo z roko v roki, da si hotel malo probavati, pa se učiti vse stvari. Normalno, da pol, takoj, ko smo imeli možnost, smo začeli še pisati kakšne skeče, pa te zadeve. Pa na eni točki tudi ugotoviš, da ne moreš samo z eno stvarjo zares služiti. Lahko pa relativno v redu zaslužiš, če delaš veliko stvari in pol posod malo pobereš in kar naenkrat je to tvoja služba. Ko smo bili v tej službi, te nikoli v tem času ni niti potegnilo nikamor drugam, v kaj bolj varnega, rečemo temu. Mislim, jaz sem drugače, po izobrazbi sem profesor sociologije, pa literarni komparativist. Meni so govorili, da načeloma, da moraš imeti diplomo samo zaradi tega, da imaš nek plan B. Tako da imam možnost, da bi šel lahko v to zadevo, pa se mi zdi, da bi bil kar zabaven profesor. Ampak to je pa to nekako edina taka zadeva. Ne vem, vidim ljudi, ki so v bistvu zaposleni za poln deloven čas, pa se mi zdi, da razen če nisi v javni upravi, ampak da si v privatnem sektorju, se preveč se razdajajo ti ljudi. Tako noben ne dela 8 ur, vsi delajo 10 ur za nekoga drugega, pa puščajo tam živce, pa energijo, pa kar naenkrat so vsi izgoreli. Ne vem, če je to zares bolj varna opcija. Mislim, moje mnenje je, da v bistvu sam zveni bolj varna, ampak v resnici imaš ogromno borb na tej in na oni strani. Ne? Kaj bi ti rekel, da so glavne borbe na tej strani, se pravi na poti, kjer v bistvu ni te neke redne službe, ampak je pa ogromno nekih projektov skozi in vsak je za sebe svoj. Kaj so tvoje glavne borbe na tej poti? Vedno je malo, varnost, ki ti jo neka služba omogoča, je pač to, da veš, da boš vse 15. ali pa 18. dobil plačo. Tega pri meni ni. Sam si moraš nekako poiskati službe, pa delo, ki ga boš imel. Pa v bistvu je tako ena stvar, s katero sem se jaz mogel naučiti živeti, je, da dostikrat ne bojo priložnosti prišle do mene, ampak moram jaz si ustvariti sam priložnosti, ali pa jih poiskati. V bistvu, ko se to navadiš, je dosti lahko. Se zaradi tega konec koncev zdaj pišem knjigo, ali pa zaradi tega ljudje delajo podcast, ali pa grejo delati nadaljevanko, ali pa karkoli takega, ker dajmo si mi sami narediti priložnost. To je neke vrste improvizacija, tudi življenjska, in ti si zelo dober improvizator. Povej mi, kakšna je za tebe razlika v bistvu improvizacije in drugih načinov izražanja? Recimo lahko primerjava kar stand-up komedijo pa improvizacijo, lahko pa greš tudi širše. Kje je improvizacija samosvoja? Maja, najprej še enkrat hvala za ta kompliment, da sem dober improvizator. Zelo dobro upravljam svoje delo, se počutim zelo varno
v tem intervjuju. Razlika med improvizacijo pa med stand-up komedijo je v tem, da kot improvizator nisi nikoli zares sam na odru, vedno imaš pač vsaj še enega človeka in v bistvu temelji na tem, da vidva skupaj delata eno zadevo. Pa res je vse improviziran. Pač prideš na oder, nimaš zares ideje, kaj boš delal, ampak pač kar nekaj nastane. Pri stand-upu je pa tako, da moraš biti pa pripravljen vnaprej, vedno si sam na odru. In ko si na odru, moraš v bistvu ljudem dati občutek, kot da je vse skupaj improvizirano. V resnici pa ful pripravljen. Oboje je umetnost, zato ker je pač ustvarjati nekaj iz nule pri improvizaciji je res nekaj neverjetnega, ampak polka dolg cajt to delaš je že res je zelo preprost in jaz ne vidim zares te kompleksnosti. Medtem, ko pri stand-upu se mi pa zdi, da še nisem prišel do te točke, ko bi vem, kaj deluje na odru, ampak ne znam pa tega nujno narediti. In pol je vedno majhen spreminjaš ene stvari, pa je ton je pomemben, pa vse te stvari in ful je veliko dela za stand-up, ful več dela predpriprave je za stand-up, kot pa recimo za improvizacijo. Tvoja življenjska pot, si prej pač malo opisal, so se nekako kar odpirale te priložnosti za gledališče, za nastope, pač te je nekako kar peljalo, ampak nikoli ni tako čisto gladko vse, ne? Kje se je zataknilo in kako si to premagal? Zatika se dostikrat pri temu, ko dlje časa delaš eno zadevo, pa si malo obupaš. Frustracije pridejo zato, ker stvari niso zares toliko dobre, kot bi mogle biti, pa ne veš čisto točno, kako popraviti. Pa moja, da to je ena zadeva. Druga zadeva je pa zato, ker je pač komedija je zelo subjektivna stvar. Ne? Pač vsak se smeji tistim, kar se njemu zdi zabaven in če ti prideš v eno drugo okolje, je tam ful težje nastopati. Improvizacija je glede tega bistveno lažja, zato ker je pač se ful bolj prilagajaš publiki in publika tudi začuti to spontanost in vedno je pač prizor traja 3 do 5 minut, po 5 minutah narediš res in začneš z drugim prizorom in vmes imaš ti čas za neko refleksijo, da lahko vidiš, ok, to ni funkcioniralo, dajmo to zdaj to narediti. Pri stand-upu imaš pa samo, ok, to sem jaz pripravil, jaz bom to povedal in načeloma vem, da ene stvari funkcionirajo bolj kot druge, ampak zelo težko se je pa prilagajati, da zdaj kar spremeniš biti. Tudi to se da sploh več izkušenj, ko imaš lažje. Ampak, naprimer, ko tako se izpostaviš, v bistvu pri nastopanju se vedno malo izpostavimo, se odpremo publiki, ne? Se spomniš mogoče kakega momenta, ko ni v bistvu bilo dobro sprejeto strani publike, to, kar si jim ponudil, in kako si recimo šel potem naprej od tu, ker marsikoga bi potolklo pač to in vzelo vso voljo, ne? Ampak v bistvu, če se odločiš za to pot, se praviš, da boš performer, moraš iti tudi preko takih trenutkov. Ja, tudi jaz sem imel kar veliko teh momentov, ko pač publiki ni bilo všeč. Dostikrat se to pač zgodi na enem nastopu, ker recimo za neko, ker niso dobri pogoji. Recimo, če nastopaš za kakšno firmo ali pa kaj takega, se dostikrat zgodi, da so ljudje tam itak za, ne vem, bili smo na enem nastopu s kolegom, dva sta bila pa sta delala impro v avtosalonih in delali smo po delovnem času, mislim, da smo okrog 3-4 sva začela in samo imela sva pol urce nastopa, en govor je bil vmes, mi da so naredila ene par impro prizorov. Ampak problem je bil takrat, da so začeli istočasno rezati pršut, medtem, ko sva midva nastopala. Ko so ljudje videli hrano, so pozabili, da se karkoli dogaja na odru in so šli samo njihova pozornost je bila nekaj časa na naju dveh, pa je bilo pa tako ves cajt, tamle pa en reže hrano, jaz sem pa v bistvu lačen. Pa se lahko jim pa poslušam in seveda ne morejo tega delati in takrat so v bistvu, mi da so oddelala svojo zadevo, ampak na eni točki je bil tam toliko hrupa, da je bilo, ok, dajmo do organizatorke sva stopila, sva rekla, a želite, da mi da to nadaljujeva, ona je rekla, tole nima nobenega smisla, malo bomo počakali, če so pa spremenili, zadeva je šla v skozi bolj druženje, zato ker je bil tudi vino tam zraven in na eni točki je bilo samo, ne moramo tega zaključiti. Tako da to je bil recimo en primer, ko dejansko nisem mogel iti naprej. Bilo je vedno je kakšna taka situacija. V veliki večini primerov, če se ti ljudje ne smejijo, oddelaš svoje, mogoče skrajšaš, da jim ne krataš preveč časa, pa
oziroma greš samo na najboljši bit, ki ga imaš, pa pol zaključiš. V veliki večini primerov začneš delati samo ogromno ene energije v to noter, ampak to je vse takrat, ko si še vedno v poziciji, da lahko nastopaš. Ne? Če pa ni pogoja za nastop, če pa zraven tebe konstantno vozijo avtomobili, en reže pršut, nekdo igra na harmoniko, pa lahko sam rečeš, hvala lepa, to je bilo vse od mene in greš dol. Se zgodi. Situacije so različne, ker se mi zdi, da tudi družba, ne, kot taka, mislim, zelo kočljivo je. Ne? Včasih je kultura cenjena, včasih sploh ni cenjena in včasih je nekje tu vmes, nekako kot da se v bistvu mladina oziroma otroci niso naučili ali pa nismo naučili, kam v bistvu spada kultura ali pa neke nastopanje v našem vrednostnem sistemu. Ti sodeluješ tudi v šolski improligi, se pravi, kjer dijaki že poskušajo tudi improvizacijo in gledališče. Kakšna se ti zdi v bistvu celostna vrednost te organizacije oziroma te dejavnosti za dijake? Se pravi, on se ne naučijo tam samo improvizirati, ampak je verjetno to tudi nekaj več. V osnovi se naučijo nekih prvin gledališča, ki je v bistvu improvizacijskega gledališča. Ne? Kar ti da to možnost, to, kar si ljudje vedno predstavljajo, ti boš znal boljše odreagirati v določenih situacijah, ampak to so potem že mogoče bolj te mehke veščine, mislim, da se temu reče mehke veščine, da ti znaš ne samo nekaj povedati, da znaš na glas povedati, da hitreje zbereš svoje misli, da ti asociacije lepše povezujejo tvoje odgovore. In v bistvu ena zadeva, na katero jaz nisem nikoli pomislil, ti otroci dostikrat znajo lepš artikulirati svoje misli in mogoče, kar je še bolj pomembno, da se naučijo ene empatije. Zato, ker ko si ti na odru, oziroma ko si ti na vaji v razredu, kjer ni zares odra, ampak pač ti še vseeno nastopaš pred ljudmi, ti takrat vidiš, kako je, ko te ljudje gledajo in vsaj delno razumeš, kako je, ko ti gledaš ljudi. Tako da dajmo reči, da si malo boljši človek, ali tako kot si ti rekla, do ljudi, ki so na odru, da si pač malo lepše vzgojen, da se znaš obnašati. Hkrati je pa tudi tako, da pač ti razumeš tudi ene občutke, ki jih mogoče drugače ne bi. Pa dostikrat je mogoče kdo v publiki malo tak, rad bi rekel objesten, čeprav ne vem, če je to zdaj ta pravi izraz tukaj. Ampak tako, pač, da se grdo obnašaš do nastopajočega, samo zato, ker si ali plačal karto, ali si preveč popil, ali mogoče sploh nisi hotel tega gledati, pa se to zgodi. Tukaj pa dobiš tudi ta občutek, da tako se ta oseba počuti, valjda, da ne bom jaz zdaj kreten do njega. Kar je pa ta glavna zadeva, ki hočeš, da jo vsi ljudje vejo, kako ne biti kreten do drugih ljudi. Rok, se ti zdi še pomembno v bistvu, da bi predali našim otrokom, mladim, ki pridejo, ne nazadnje bojo oni pač sestavljali družbo, kot jo tudi mi zdaj sestavljamo, in kaj mogoče bi bilo tudi za nas pomembno, da bi nas kot mlade naučili ali pa nam predali, in kaj torej mi moramo predati mladim zdaj, da bomo živeli v boljšem svetu. Vidim, sprašuješ me po mojih življenjskih modrostih, ki sem jih v svojih 34 letih osvojil. Spet še eno odlično vprašanje. Ogromno jih imam. Jaz imam res veliko stvari. Začel bi s temu ne biti kreteni do drugega človeka. To je v bistvu najpomembnejša zadeva. Ker če ne bomo kreteni, pa bomo pač vsi živeli brez kretenov. No? Zato je konec koncev tisto, kar si želimo. Druga stvar je, mislim, da pa nočem zveneti preveč new agersko, ampak zelo gremo v tej smeri, da je najpomembnejša stvar v življenju uspeh, dosežki, kaj vse si naredil, s čim se lahko pohvališ. Jaz mislim, da gremo v grozno smer. Načeloma je kul, da stremimo proti temu, da smo čim bolj produktivni, ampak ne smemo se pa preveč sekirati. Kdaj je čisto v redu, če ne narediš ničesar, če malo počivaš, če je preveč takih dni, spet ni v redu, ampak tako ne rabiš imeti izjemnega življenjepisa, lahko gremo malo bolj v easy. Tako da to je zelo pomembna zadeva. Malo ti mora biti vse en, kaj drugi ljudje mislijo. Spet fino, da upoštevaš mnenje drugih ljudi, ampak ne pa preveč. In upam, da ne bom spet zvenel preveč new agersko, ampak vse na družabno mrežo, pa vse te stvari, vsi ti lajki, mogoče nas usmerjajo preveč v to smer, da je zelo pomembno, kaj drugi ljudje mislijo o nas. Ni čist narobe to, ampak preveč tega pa kar nekako zgubiš neko samozavest. Ne, da boste vsaj malo samozavestni. Neko balansiranje med samozavestjo, pa ne biti
kreten zaradi preveč samozavesti, to ni to ravnovesje, ki ga iščeš in to je to. Pa še, pijte veliko vode, definitivno morate veliko spati, berite knjige, bodite na zraku, hodite na sprehode. Ful imam enih teh nasvetov. Ne gledati v ekran 2 uri, preden greste spat. Hidracijo sem že omenil, ampak je to zelo pomembno. Jedite zelenjavo, sadje. Take stvari, to so moji nasveti za namce. Kaj pa ljubezen, Rok? Sem upal, da boš izpostavila to na ta način. Bodite zaljubljeni, bodite ljubljeni. V bistvu, to je spet ena zadeva, ne vem, sem mislim, da to je en od teh citatov, da sprejemaš ljubezen, za katero misliš, da si je vreden. Nekaj v tem stilu je. Definitivno bodite ranljivi, no? Dajte se odpreti nekomu, pa se ljubezen je lahko mišljena pač med 2 ljubimcema ali pa med samo kot prijateljska ljubezen, ali pa ljubezen do staršev, do sorodnikov, definitivno imejte ljudi radi. Samo to je spet pri tem noter, ne biti kreten do drugih ljudi, ker dostikrat si lahko do najbližjih pol malo si dik. Zdaj ne vem, lahko rečem dik, pač ne biti dik ali pa kreten. Če boste se vi grdo obnašali do drugih, pol je možno, da se bo nekdo tudi do vas obnašal na ta način, pa ne toliko iz karmičnega vidika, ampak čisto zaradi tega, ker pol malo privlačeš to energijo. Jaz sem res ta New Age model v bistvu, no, ful za ta energija, neke silnice, ne tega delati, no, ali pa delite, vse, naredite, kar hočete, imejte se radi, to je ta glavno. Imejte se radi, tako, ampak predno zaključiva, greva še malo na tvoj zadnji projekt, se pravi knjiga. Ja. Zdaj seveda kot pisateljica te zelo, zelo srčno podpiram pri tvojem projektu in me zanima v bistvu, kako se je sploh zgodilo, da si prišel do tega, jaz moram napisati knjigo. Si ti bil en tistih ljudi, ki je celo življenje govoril, jaz moram napisati knjigo, imam pač že vse v glavi, samo moram še napisati, ali je to bil pač nek impuls in si jo spisal? Jaz sem eden od teh ljudi, ki je celo življenje govoril, da mora napisati knjigo in poleg tega imam pa konstantno res ves čas ideje, kaj bi lahko se naredil. Ful sem fan zgodb, ful rad berem. In zdaj je bila pač ta korona, ful več časa sem imel, ker ni bilo nobenih naslovov in kar naenkrat je bilo pač v glavi sem imel eno idejo. Začel sem pisati in bolj ko sem pisal, bolj se je zadeva večala in kar naenkrat sem bil pred nekim problemom, ki je tako, jaz imam zdaj tukaj cel kup enih karakterjev, ki niso zares razviti, ampak so pa v eni zelo luštni težavi, ki jo je treba rešiti, pa zdi se mi, da lahko je zdaj predstavljati začnem vsega od teh karakterjev, pa kako on vidi v bistvu to situacijo, to težavo, ki se je zgodila. In jaz sem se začel toliko zabavati, ker sem to delal. In bolj, ker sem razmišljal, vsakeč, ker sem se jaz znašel v enih težavah, glede zgodbe, ker sem se malo zaplezal, ker sem začel razmišljati, kakšna je rešitev te težave, je bilo kar naenkrat ful dobra rešitev, meni osebno, jaz upam, da bo bralcem tudi. No. In stvari so se začele malo komplicirati, malo razvijati. V bistvu je bil eden izmed procesov, v katerih sem v zadnjem času najbolj užival. No. To je zelo, zelo dobro slišati, ker na nek način je pa pisateljstvo včasih tudi en safer tak, ampak veš, da moraš to početi, čutiš, da je to tisto, ne, ampak moraš iti tudi preko nekih takih trenutkov, ki niso tako fajn, ne, da ustvariš. Nisi imel čisto benega takega trenutka? Glede težav, jaz sem imel cel kup teh težav, vključno začenši s tem, da je noben ni nikoli rekel, da je pisanje dejansko delo, pač ti se moraš usedeti in pisati in ti moraš veliko pisati in pol, ko vse napišeš, pa moraš iti še enkrat skozi to zadevo in brati, kar si napisal in to je grozen. To je ta prvič, ko greš skozi tekst, je, pa ne mislim samo slovnične napake, ker na te sem jaz že navajen, ampak stavki so bili grozen, res mučen proces je bil to zame. S tem, da so bili problemi tudi v zgodbi, ker zdaj je to prva priložnost, ko lahko govorim o svojem pisateljskem ustvarjanju. Problem je bil zaradi tega, ker predstavljate si, napišeš zgodbo oziroma napišeš en odlomek, ne? In pa napiši pač valjda več teh odlomkov in kar naenkrat se znajdeš v situaciji, da to, kar si napisal v zadnji zadevi, kar ti je ful dober, se ne ujema s tistim, kar si napisal nekje na začetku. Zdaj moraš ti začeti malo premikati vse te stvari, zato da se
povežejo in jaz ne znam pisati preprost, jaz vse zakompliciram in zdaj je moja zgodba sestavljena na ta način, da se en del odvija naprej, od začetka pač proti koncu, ampak vmes se pa konstantno vračajo v preteklost in pa je cel kup enih pravil, ki jih vem o zgodbi, ki jih moram upoštevati in je bilo to treba dati noter, da se karakteri razvijajo, da je vsak poglavje o nečem in skozi samo težave so bile, grozen je bilo, ampak zelo, zelo lepo ob enem in jaz res to komi čakam, da bojo ljudje lahko brali končen izdelek, pa mi povedali, a imam prav, a je res to tako dober, kot jaz mislim, ali ni. V bistvu so te že zelo potrdili ljudje, čeprav še niso prebrali knjige, da na današnji dan več kot 140% podpora v bistvu na Adrifundu, kar pomeni, da si lahko začel razmišljati tudi že o viziji, da gre smrtljivc globalno, ne? Kar je super. Pa bi te sam vprašala še to za konec, zakaj misliš, da si dobil takšno podporo? Ljudje me imajo radi. Jaz sem neizmerno hvaležen za vso ljubezen, ki jo dobivam od vseh. Mislim, da smo imeli letos med korono s fanti in spunca iz Huda Kiks, ki smo štartali Resnica ali laž, pa vse te streame, ki smo jih delali, mi smo dobili ogromno enih pozitivnih odzivov na to, da jim je v bistvu ta stream pomagal, da so šli lažje skozi to, da so se res veselili, da je bil to v bistvu njihov vrhunec tedna. Spet verjetno malo pretiravanje, ne? Ampak tako, ljudje so bili res iskreno veseli, da so nas poslušali in mi smo bili iskreno veseli, da smo lahko to delali, zaradi tega, ker je bilo pač naš način, da smo lahko še vedno nastopali, kljub temu, da je bila epidemija oziroma pandemija in jaz mislim, da se ta dobra energija se itak posod, spet ta New Age bullshit, se je zelo lepo razširila naokrog in hkrati je bilo dosti ljudi, ki so me videli, ki sem nastopal, oziroma ki smo to delali, itak tudi osvežilna fronta na RTV je naredila svoje za prepoznavnost in ljudje je zanimali, kaj sem naredil, no? Upam, da so iz tega izhajali, no? Ali pa, da ga reveže nobenega denarja nima, ne iti v cukrarno umirati po obrok, ne. Ja, no, in zaradi tega se mi zdi, da je bil ta toliko močen support, no, zdi se mi, da imam res en fantastičen krog ljudi okrog sebe, ki me res podpirajo, ki mi ful pomagajo in sem hvaležen in potem je še ta krog, ki je malenkost razširjen, ki so v bistvu že mogoče gledalci, prijatelji od prijateljev, ki so nas začeli spremljati, ki so isto, ki jih zanima, ki sem jim zabaven in me podpirajo zaradi tega in res je bilo ful lepo, ker sem to gledal, ker sem bil živčna razvalina 24 ur, ker je ta zadeva rasla. Ker sem v 24 urah sem v bistvu zbral 100% in je bil sam, wow, tako res ne morem verjeti. Sem bil konstantno, sem bil čustven, izčrpan, malo jezen za te, ker pač niso bile vse stvari narejene, tako so mogle biti, tako zelo tak čustven roller coaster. Ne morem pač mimo tega, vem, da se bo marsikomu zdelo neprimerno, ampak kot ženska, ko to razlagaš, pač meni je to čisto tako, da si en porod doživel skozi re. Ful trpljenje, ful si želel, pol se je zgodilo in pol pač vsa ta čustva in čestitam ti že zdaj. To, dragi gledalci, nesite si vse te Rokove modrosti, danes s seboj v dan, ne bom jih niti naštevala, zato ker jih je bilo kar veliko, pa nekatere so bile super zabavne, resnične, sicer nekatere bolj globoke, ki jih je mogoče treba malo ozavestiti, ampak dajmo danes iti dan veseli, proščeni, pozitivno nastrojeni, pa pojdite na Adrifund, če še niste šli, projekt Smrtljivc, podprite, da gre tudi globalno, mislim, to bi bilo res cool, ne? Če bi ena knjiga tako globalno odletela iz crowdfunding platforme, to bi bilo pa izjemno. To je bilo tako dobro, pa da je to slovenska knjiga, da je to res ta prva knjiga, moja prva knjiga, to je bilo sam smešen, zelo smešen. Ampak možno je, bomo videli. Rok, hvala ti, gledalci, vodite super in se vidimo naslednji ponedeljek. Čau! Čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.